Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Na današnji novinarski konferenci bi vam radi predstavili ugotovitve pristojnih služb in pristojnih inšpektoratov v okviru Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, predvsem inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer v zvezi z vlomom v objekt na poligonu 208 v Polhovi jami, ker se v času usposabljanja pirotehnikov do uničenja začasno skladiščijo neeksplodirana ubojna sredstva. V nadaljevanju pa vam bomo predstavili tudi nekatere ukrepe, ki smo jih sprejeli v zvezi z omenjenim dogodkom v okviru Ministrstva za obrambo. Ob tem bi želel še posebej poudariti, da s poligonom 208 in z objekti na tem poligonu upravlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in da torej ne gre za vojaško skladišče, kot nekateri mediji napačno še vedno poročajo. Kot smo v javnosti že sporočili, smo obvestilo o vlomu prejeli 19. maja in že takoj po prejemu tega obvestila so na kraj dogodka odšli sodelavci iz obveščevalno-varnostne službe in skupaj s policijo, ki je tudi začela preiskavo v okviru predkazenskega postopka. V tej preiskavi seveda še zmeraj tudi sodelujemo skupaj tudi z inšpektorati, ki so se vključili v to preiskavo. Sedaj o dosedanjih ugotovitvah, do katerih smo prišli v okviru te notranje preiskave, v katero so vključeni se pravi vse pristojne službe ministrstva in tudi inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, nam bo najprej predstavil državni sekretar v Ministrstvu za obrambo, magister Uroš Krek. V nadaljevanju pa bo o ukrepih, ki smo jih že sprejeli v zvezi z tem vlomom, povedala nekaj več tudi ministrica za obrambo, dr. Ljubica Jelušič. Z nami je pa tudi glavni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ves čas tudi že sodeluje v okviru teh preiskav. Prosim najprej magistra Uroša Kreka, da predstavi ugotovitve, do katerih smo do sedaj prišli. Hvala lepa, Aleš. Dobar dan, pozdravljeni. Jaz bom najprej pričel s samim potekom dogodkov. Kot je že Aleš povedal, nas je 19. maja operativno-komunikacijski center Ministrstva za notranje zadeve obvestil, in sicer obvestil Nacionalni center za krizno upravljanje Ministrstva za obrambo, da je prišlo do vloma v začasno skladišče na poligonu 208, to je Polhova jama pri Neverkah pri Pivki. K temu poligonu, ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, sodijo postaja za aktiviranje eksplozivnih polnjenj, priročna učilnica in pa začasno podzemno skladišče neeksplodiranih ubojnih sredstev. Tako objekt kot tudi poligon sta bila v času vloma tehnično varovana, prav tako pa je z občasnimi obhodi potekalo fizično varovanje. Skladiščni objekt sam na poligonu je začasno skladišče neeksplodiranih ubojnih sredstev, v katerem se ta sredstva skladiščijo med usposabljanjem oziroma med uničevanjem. Kar se usposabljanja tiče, je v času od 4. maja do 17. junija bilo predvideno usposabljanje pirotehnikov za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev. Teoretični del je potekal v izobraževalnem centru na Igu, medtem ko bi od 8. junija do 17. junija moralo potekati praktično usposabljanje pirotehnikov na poligonu Polhova jama in v okviru tega usposabljanja bi tudi sredstva, ki so se nahajala v začasnem skladišču, bila uničena. Po samem obvestilu o vlomu so na poligon prispeli pripadniki kriminalistične službe, obveščevalno-varnostne službe in pa kriminalistične službe policijske uprave Postojna, in ob opravljenem pregledu je bila podana izjava odgovorne osebe v skladišču, to je skrbnika poligona, da manjka le manjša količina vadbenih sredstev, tako imenovanih topovskih udarov, ki izvirajo še iz časov Jugoslovanske ljudske armade. Ne glede na to izjavo se je istočasno začel postopek za ugotovitev stanja vseh sredstev v skladišču in pri natančnem preverjanju evidenc in pa pri celovitem pregledu stanja v skladišču, ki se je končalo 3. junija, je bilo ugotovljeno, da ni evidenc o uničenju 57 ročnih bomb, 8 protioklepnih lanserjev Armbrust in 4 protioklepnih lanserjev RPG-22. Dejstvo je, da ne moramo zanesljivo trditi, ali so bila ta sredstva uničena brez zapisov oziroma evidenc, ali pa so bila odtujena med vlomom. Preiskovalni postopki potekajo ob domnevi, da so bila vsa ta sredstva odtujena. Manjkajoča sredstva izvirajo iz obdobja pred in med osamosvojitvijo, se pravi, da njihova starost je nekje okrog 20 let. Sredstva so bila izločena iz operativne uporabe Slovenske vojske in večinoma uničena. Nekaj kosov tega orožja, in sicer 20 protioklepnih lanserjev Armbrust in 10 protioklepnih lanserjev RPG-22 pa je bilo pripeljano v to skladišče,
z namenom usposabljanja pirotehnikov. Zdaj od teh 20 imamo evidenco za 12 lanserjev Armbrust in pa za 6 protioklepnih lanserjev RPG 22. Kar se tiče ugotovljenih dejstev, ki smo jih v tem času uspeli ugotoviti, je, da so bila nekatera neeksplodirna ubojna sredstva pripeljana na poligon v skladiščenje že leta 2007 za potrebe takratnih usposabljanj. Vendar pa se to vrstna sredstva v začasnem skladišču v skladu s pravilnikom o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi ne bi smela hraniti več kot 90 dni. V letu 2007 sta bile izvedeni 2 usposabljanji, vendar tudi med temi usposabljanji celotna količina teh sredstev ni bila uničena. Varovanje samega objekta je bilo urejeno z 2 pogodbama z zunanjim izvajalcem na podlagi istega pravilnika, to se pravi pravilnika o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Gre za pogodbo o protivlomnem varovanju premoženja in pogodbo o obhodnem varovanju in glede seveda na to, da je prišlo do vloma, ugotavljamo, da raven varovanja ni bila zadostna. Samo vodenje evidenc v skladišču je bilo neurejeno. Ni bilo enotnih evidenc o stanju v objektu, o vnosu in iznosu sredstev, evidenc o uničenju sredstev, evidence o vstopanju v objekt, zato tudi ni bilo mogoče narediti celovite rekonstrukcije uničenja manjkajočih sredstev. In bi rad še enkrat poudaril pač, da govorimo o sredstvih, ki niso bila ustrezno evidentirana, z njimi pa ravnamo seveda, kot da so utojena. In tukaj na tem mestu bi jaz zaključil. Hvala lepa.